Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Sponzor oddaje, kot ste videli, je Eles, pokrivitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, trgovina Lopari.si in kozmetični salon Petra iz Lake. Z nami v studiu pa je evropski prvak v kickboksu Tilen Zajec. Tilen, živijo. Živijo. Nekaj časa sva delovala v istem klubu, jaz kot predsednik, ti si pa takrat še rosno mlad. Tako je. Že takrat si veliko obetal. In vse tiste napovedi, obeti so se uresničili. In po mojem imaš toliko medalj, pa toliko priznanj, toliko pokalov, da ne vem, zadostuje hiša? Ja, so to sladke težave, ampak ne vztrajam več samo zaradi medalj, priznanj in tako naprej. Je nekaj drugega zadnje. Ker me žena naprej. Ampak vseeno, kje imaš vse to spravljeno? V različnih sobih, po hiši. Ne gre v eno? Ni čist vse na en kupu. Tilen, zagotovo bi pa lažje spravil denarna sredstva, denar, če bi prišel glede na tvoje uspehe, pa ga ni, ne? Ja, to bi se pa najdel prostor, ja. Pa ga ni glih, ne? Ne. Tu ni denarnih nagrad, redko kdaj. So denarne nagrade v določenih absolutnih kategorijah. To meni samo ena kategorija in samo zmagovalci te kategorije. Kjer se vsi kategorije borite, tisti najmočnejši, najtežji, s tistimi lažjimi. In sem tu že zmagal kakšno absolutno kategorijo, ampak je pa to zelo težko. Pa tudi verjetno denarja zelo veliko ni, mogoče? Ne, tudi za... 200 evrov? Ja, 200-500 evrov, kaj je tazga. Niso bajno vsote v nobenem primeri. Kakšna sekunda ali pa minuta Ronaldota na dan? Ja, recimo, ja. Pa Mesija. Ampak sej, si šel zavestno v ta šport z vedenjem, da denarja ne bo, da bo treba si verjetno se na začetku športne poti plačevati tudi potovanja na te svetovne pokale, ampak to je zdaj verjetno pošlihtano. Stroški so večinoma pokritih ali strani zveze, kluba, sponzorjev in še vedno tudi staršev. Brez tega ne gre? Ja. Ti pa tudi še ne zaslužiš, ne? Tako je, še študiram. Kje pa študiraš? Študiram v Mariboru na fakulteti za strojništvo. Danes špricaš, glede na to, da si ob 10 zjutraj tu pri nas? Ja, danes sem direkt prišel iz Maribora, ampak sem se zaključil za ta teden. Si čisto zaključil, tako da imaš frej? Ja, imam frej. Ampak na poti pa bilo nekaj težav, ne? Ja, je bila neka nesreča, tako da je pa kar gužva. Se pogosto to dogaja? Si pogosto naletiš, glede na to, da si kar velik na cesti? Ja, se zgodijo, sploh na teh hitrih cestah. Ampak to moraš vzeti za kup, ja. Si za volanom tudi tako hiter, spreten kot v borišču? Ja, jaz mislim, da spreten sem kar hiter. Pa ne smeš biti? Tudi kdaj, ne. A si še mlad voznik? Ne, nisem več. Si lahko privoščiš kakšen kilometer več? Ja, lahko si, ni pa fajn, ne. Ni fajn, ne? Ja. Udari po denarnici pa varno ni, ne? Tako, ja. Pa kakšna točka hitro in adijo, vozniški izpit. Tako da paziš, ne? Ja, kar. Samo spreten si, ne pa hiter. Tako. Tako, ja, popravlja, ne? Ja. Ja, leto, ne, ki je za tabo, je bilo spet zelo uspešna, tako kot predhodne, pa če gremo še malce dlje nazaj, tvoji največji uspehi doslej? Ja, tudi če ne greva zelo nazaj, lahko v bistvu to lanski uspeh na svoj evropskega prvaka štejem kot enega največjih uspehov mojih. Zraven pa prištevam še 3. mesto na olimpijski igri borilnih športov v Rusiji in pa naslov svetovnega podprvaka pred lansko leto, v bistvu so še vedno aktualen svetovni podprvak. No in če greva zdaj sprehod skozi lansko sezono, oziroma to sezono, ki se je nekako začela septembra? Ja, v bistvu leto se je začel
malo nesrečno z neko poškodbo. No, na koncu je vse poklapalo. Zmagal sem recimo septembra turnir v Belgiji, mednarodni močen. Potem je pa še zagorski turnir mednarodni, sem tu zmagal. Državna naslova sem osvojil v obeh kategorijah, do 74 in do 79. Konec lanskega leta omenjeno Evropsko prvenstvo, vrhunec sezone. Atene? Ja, tako je, Atene. Zmaga. Kar se tiče te sezone, sem pa tudi pred kratkim prišel iz Avstrije, sem na svetovni pokal, sem bil drug do 74 kg. Prej sem bil še na Nizozemskem, sem bil drug in tret, še en mesec prej pa na Irskem, kjer sem bil med 5. do 8. mesta, med nekje 60 borci. Se ponavadi v teh tvojih kategorijah 74, pa 74 plus, 78, kako? 79. 79 je konkurenca kar najbolj številčna. Ja, če pogledaš število tekmovalcev v kategorijah, pa navadi vedno te dve kategoriji stopajo, 74 in 79. Zdaj v Avstriji recimo je bilo v obeh kategorijah na 30 borcev. Tako da rabiš nekje 4-5 zmag za prvo mesto. Za medaljo pa eno zmago manj, ne? Ja, eno zmago manj. Tretja sta avtomatsko oba, ki izgubita borbo za finale, ne? Polfinale, ne? Kako je pa doma s konkurenco? Koliko borcev je, ki so lahko tvoji kolikor toliko dobri nasprotniki? Želel bi si sigurno več konkurence. Pri članskih kategorijah konkurence ni tako velik. Sploh v moji kategoriji, če imam enega, dva, če prijeta na turnir, malo, ne vem, ko bi rekel, ne vem, kaj je razlog za to, da imam redko borbe pri nas. Se te bojijo? Ne vem, mogoče pa. Kaj pa ti mladinci, ki prihajajo? Že opaziš koga? Ja, sigurno. Če bojo mladinci vztrajali, tudi iz naših koncev, iz našega kluba, lahko tudi v članskih kategorijah, ki jih dosežejo. Je še vedno kakšen tvoj, pa kdaj, sparing partner na kakšnem treningu tudi trener? Ne Srečko Rozman, ampak Miloš? Ja, se še vedno zgodi, da bomo sparinge z Milošem. On pa res dolg straja, ne? Ja, precej. Uspešen. Aha, tako. Kaj pa Srečko? Samo pokaže. Ja, Srečko. Si ga že kdaj videl v borbi? Ne, tega nisem. Tudi nisi se z njim nikoli. Si ga kdaj povabil? Ne, v borbo ne. On je zato, da pove, kaj se dela, da popravlja detajle pri tehnikah. Pa si videl mogoče vse kakšen posnetek? Ja, to sem en odlomek sem videl, ja. In? Zanimivo. Je bil zanimiv? Ja, dober. On je bil tudi eden boljših slovenskih, če ne najboljših slovenskih kickbokserjev v svoji kategoriji. Ja, tako, ja. Ampak to je že daleč nazaj. Nekaj časa. Za časa, ko je še Barada tudi tekmoval, pa še dlje nazaj. Ja, še prej. Je pa Srečko fenomen, ne, kar se tiče tiste mirnosti vzadaj za ringom. Vedno najde prave besede, tako da si ga kar želiš zadaj, ne? Ja. Se bolj varno počutiš? Ga slišiš sploh? Ja, slišiš ga, ja. Sploh, kadar ne gre vse po planu, mora tudi kdaj povzdigniti glas, seveda. Pa ga zna? Ja, zna. Zdaj ni samo klubski trener, ne? Ja. Je tudi v reprezentanci. Tako, ja, od lani ima tudi vlogo reprezentančnega trenerja za Point Fight. Tako da gre na vse naše prvenstva z nami. Tile, nekaj sem te že vprašal, čem se razlikuje ta borba na točke, pa prej semikontakt, polkontakt, vse praktično je to isto, ne? To je v bistvu vse isto. Samo drugi imenovanje. Prej se je imenoval semikontakt, ta zadeva se je preimenovala zdaj v Point Fight. Zadeva je ista, razlika je bila v imenu. Na točke gre tako v vseh kategorijah, ne? Ja, na točke. V vseh zvrsteh. Tako je, na točke gre posod, pri nam so pa med točkam prekinitve. To je naša bistvena razlika.
da ni tako važna moč, pa koliko število udarcev daš naenkrat, ampak je tista reakcija važna, eksplozivnost, da si ti prvi, ko daš točko, oziroma se prvi odmakneš in na kontra daš točko. Tako v tem je čar borbe. V izlaškem klubu Ponto Kvant pa še vedno samo borbena točka, torej nekoč polkontakt. Ja, tako je. Dobro, nekaj časa so bile tudi glasbene karte. Ja, to je že nekaj časa nazaj. Zdaj pa to je to. Ja, vztrajamo v bistvu tem. Tudi kakšen razlog, zakaj? Ker v zagorskem klubu je tako kick, light kontakt, ta polkontakt, glasbene karte. Ja, mislim, da je... Taekwondo recimo tudi. Ja, mislim, da je preprost razlog v tem, da če delaš nekaj dober in če hočeš biti na nečem v vrhu, moraš delati eno stvar. Ne se preveč prepletati z drugimi borilnimi veščinami oziroma z drugimi disciplinami kickboksa. Jaz mislim, da je to glavni razlog. Pravo usmeritev, ne? Ja. No, ti nekaj časa si se preizkušal tudi v taekwondoju, pa ne v tem olimpijskem, ne? Ja, ne v olimpijskem. V Barada, recimo, ne? Ki je v Barada zelo uspešen. ITF taekwondoju še vedno bi se dobijem povabila. Lani sem se udeležil evropskega prvenstva na Finskem s slovensko ekipo. S katero so bili zelo uspešni, so bili drugi, evropski podprvaki. No, to si pozabil prepovedati. Ja, sem pozabil. Tako da, ja, jaz se tudi še vedno odzovem na vabila, ni pa mi to ne mika, da bi... A je podobno? Kickboks pa ta taekwondo, ne olimpijski? Mal je. Ker ta olimpijski taekwondo, glede na to, da vem, da ti v kickboksu veliko uporabljaš tudi roke, noge. Pa tudi noge. Ja. Tam v tem pa skoraj rok ni, ne? V olimpijskem taekwondoju, ne? Ja, tam prevladujejo noge, največ točk je z nogam. Udarci mora biti močen, da jih ti sem razna. Tako da roke se redko uporabljajo. Pa si se kdaj poskušal ali pa si imel v mislih, da bi tudi s tem olimpijskim taekwondojem, ne nazadnje, tole olimpijski šport? Ja, probil sem en trening, recimo, taekwondoja olimpijskega, zdaj bi kaj več, vztrajal v tem nisem, nikoli ne veš, je pa to zanimiva borilna veščina, sigurno. Je pa verjetno si sam tudi pričakoval, da bo tudi kickboks del olimpijske družine, torej da bo na programu olimpijskih iger, žal, se zdaj na naslednjih olimpijskih igrah to ne bo zgodilo v Tokiju, ampak bo pa karate, pa še vedno taekwondo, no pa dobro, športno plezanje, nekaj novih športnih zvrsti je, ni pa kickboksa. Tako je, malo je žalostna ta stvar, da se toliko časa že govori o tem, kako smo blizu in še vedno trdijo vodstvo svetovne kickboksing organizacije VAKO, da zdaj pa so že neki dejanske zadeve, da pridemo pod okrilje Olimpijskega komiteja, ampak to še ne pomeni, da bomo v Tokiju na olimpijskih, ampak v najboljšem primeru naslednjih tuk let. Takrat boš pa v tistih najboljših letih, ne? Ja. Če boš še vztrajal. Bomo videli takrat, ja. Pa ti bila verjetno želja, kdaj nastopiti na olimpijskih igrah? Sigurno, ja, verjetno je želja do vsakega vrhunskega športnika. Če pa zavedam se pa tudi, da sem v začetka v tem športi, ko ni bilo na olimpijskih, tako da mi ne sme biti to primarni cilj. Tako. No, ti si za svoje dobre nastope, za dosežke prejel že kar nekaj nagrad, zdaj zadnja te na šoli čaka, ne? Ja, na fakulteti. Zadnja je v bistvu prejel priznanje, znak Leona Štuklja, to je nagrada Univerza v Mariboru. Pa ni kar tako, ne? To je pa naš najuspešnejši športnik vseh časov. Ja, tako lepa zadeva, da tudi univerza, oziroma fakulteta prepozna, da se dela tudi poleg študija. Čeprav ni kickboks na olimpijskih igrah, je
član olimpijske družine, to definitivno, ne? Te pa tudi olimpijski komitej opazi, ne? Tako, ja, zdaj že drugo leto zapored sem tudi že prejemnik olimpijskega priznanja plakete za vrhunske dosežke. Lani sem prejel srebrno plaketo, leto prej bronasto. Glede na to, da sem bil lani konec leta evropski prvak, se po vsej verjetnosti obeta tudi letos. Zlata. Bomo videli. Boš imel komplet. So te medalje, priznanja, ki je podkrepljena z kakšnimi evri, ali je to čast? Niso, zgolj čast. Je pa verjetno lepo, ne, med vsemi najboljšimi slovenskimi športniki. Si tudi potem na razglasitvi v Cankarjevem domu, ko razglasijo najšportnika Slovenije? Ja, sem bil tudi na tej razglasitvi. Drugače imamo pa mi po različnih, ne vem, recimo na Ljubljanskem gradi, v hotelu Union, v takšnih lepših dvoranah imamo te podelitve in je lepo, ko priješ tja in bom rekel taka elitna druščina res dobrih športnikov, ko jih drugače ne srečaš v živo, le prek medijev. In se počutiš pač del njih. Si tudi ti za njih zanimiv, za tiste špica športnike? Tudi se zmenjam kako besedo rečemo. To je to, ne? Tudi zveza prepozna tvoje dobro delo. Si tu že prejel tudi kakšno priznanje? Ja, v letošnjem letu sem prejel priznanje Kickboxing zveze Slovenije za najšportnika zveze pri članih. Pri članih. Še eno dodatno potrdilo. Da dobro delaš, da v klubu dobro delate, tudi občinskih priznanj si bil že kaj deležen. Tako, ja. V prejšnjem letu sem prejel občinsko priznanje, oziroma županovo priznanje v okviru občinskega praznika strani našega župana, ker je tudi lepo, da občina opazi. Nekajkrat si bil izbran tudi strani gledalcev za športnika ETV. Tako je. Zdaj imamo samo izbor komisije, konkurenca tako močna iz leta v leto, tudi olimpijske medalje, to pa ima ponavadi prednost. Seveda, ja. Res lepo sliša, da je konkurenca tako močna v Zasavju. Tako, ja. Kakšni so tvoji načrti še v nadaljevanju letošnjega leta? Vrhunec konec leta svetovno prvenstvo na Madžarskem, predtem pa v bistvu zopet Madžarska, čez en mesec svetovni pokal, mesec kasneje Italija, Rimini svetovni pokal. Kar se tiče poletja, treningi, priprave, kamp v Grčiji, priprave reprezentančne, oktobra oziroma septembra turnir v Belgiji, potem bo pa že počasi svetovno prvenstvo. Višek. Ja, vrhunec. Višna medalja, ne? Ja. Se greš vedno, ne? Ne bom napovedoval, ampak sigurno bomo trenirali trdo za določenim ciljem. Trenirali trdo, kaj to pomeni? Kako zdaj 3-krat na teden vem, da so uradno treningi. Kako ti treniraš, glede na to, da si veliko v Mariboru? Ja, na Izlaki so 3-krat na teden uradno treningi. Jaz jih poleg teh 3, če sem doma, naredim še 3 dodatne doma, spravo nekaj 6-krat tedensko treningi. Imaš doma dvorano? Manjša garaža. Drugače pa, če sem po Mariboru, pa začetek in konec tedna naredim trening na Izlakah v klubu. Med tednom pa treniram sam. Kje? V bistvu na prostem, v telovadnici. Delam tudi borilne veščine? Ne, v bistvu tehnični trening nimam. Samo zgolj kondicija, fizična priprava. Se ne da se kakšnemu klubu pridružil? Težko, ker ni... Druga verzija, ne? Ja, druga verzija. Ni ravno takšnih pogojev, ki bi jih jaz želel za point fight. Tako da ja, se borim sam. Kje tečeš? Tudi.
Koliko narediš letno? Ne, težko bi rekel v kilometrih. Ne delaš dolgih? Ne delam, ponavadi sploh ne delam dolgih razdalji. Koliko? 3-4 kilometre, 5? Ja, recimo. To je to. Ja, ponavadi imam bolj kratke, intenzivne šprinte, šprint treninge. Teži? Kaj? Uteži tudi fitness? Tudi, ampak ne preveč, ker lahko zakrknejo mišice, ne? Tako, ja. Štorast ratajo, ne? Ja, zgubil bi fleksibilnost, hitrost, to, ko jaz zelo rabim pri mojem športi, tako da z težmi po pameti bom rekel. No, glede tega te sprašujem zaradi tega, ker kot veš, 12. maja bomo na petek na Rudarju organizirali Zasavski humanitarni tek, 6. že, tokrat bomo tekli za ozaveščanje Downovega sindroma. Te pričakujemo, no, da kakšen krog od 85 km pritečeš. Mislim, da je pa to 212 krogov pritečeš z nami. Ja, sigurno zelo lep namen. Mogoče se pa res udeležim, pa še kdo. Od kluba, ne? Ja. Ker smo včasih skupaj bili, jaz ne kot kickbokser, ne? Ja. Eden izmed večjih že predsednikov, ne? Spremljaš tudi druge športe? Kar, bom rekel kar, ja. Fuzbal? Tudi, sploh zadnje aktualno dogajanje, Liga prvakov, tako naprej. Kaj pa špansko državno prvenstvo derbi si ogledal? Odlomke, ja, ni bilo časa gledati. Se je končal po tvojem okusu? Ja, se je. Si pa Messi? Sem. Ne Ronaldo? Ne. Je tudi to tvoj klub Barcelona? Najljubši? Ja. Jaz osebno navijam za Lyon, nekako mi je ta klub všeč. Kako to? Ker od njega ga spremljam, niso bajni bogataši, kot so v drugih klubih, ampak še vedno zmagajo kakšne bogate klube in mi ravno zaradi tega všeč. Kako pa to, da si našel ta klub, recimo, verjamem, da si bolj med redkimi? Ja, verjamem, mogoče zanimiva anekdota, nisem bil ravno pristaš nikoli Reala in v starih, prejšnjih ligah prvakov, vem, da je Lyon večkrat izločil Real, sem bil res še mlajši. Sem rekel, zanimiv, pač ta klub je manjši, pa je zmagal velik Real. Nekako mi je simpatičen rado. A veš, da sta s tvojim očetom včasih skupaj igrala nogomet, to je oče vratar, tebe pa ni potegnilo nogomet? Me je zamikal, sigurno, ko sem bil mlajši. Potem nekako kompromis z očetom, čist pri začetkih, da ne provam s Pondokvanom. No, in še vedno sem občasno igral fuzbal za hec. Rad sem ga igral vedno, nisem pa nikoli treniral in mi ni žal, da je tako ostalo. Da je tako ostalo. Vem, da na izlakah, vsaj na teh potovanjih, na treningih pa to, vsaj jaz nisem zasledil takrat, ko sem bil še sam aktiven alkohola. Kako je danes s tem? Ja, tega sigurno ni veliko. No, v klubu, ne? Ja, skoraj da ni. Ja, tudi kakšne, ko organiziramo piknike klubske in tako naprej, alkohola na teh piknikih ni. Ni, ne? Ste še kar tega držite? Ja, mislim, da je to lepa stvar. Lepa, ne? Se da s sokom in z vodo. Ja. Prav tako lepo preživeti družabna srečanja, ne? Tako, ja. Tako. Se da, ne? Ja, se da, ja. Biti uspešen športnik tudi brez mamljivih za nekatere hlapov, alkoholnih hlapov. Tudi to, ja. Se da. Ti se še držiš tega? Ja, kakor to, kdaj pa kdaj, ne rečem, mogoče tudi, če je družba kaj nazdravimo, drugače pa načeloma ne. Načeloma ne, no. Tilen, hvala ti za obisk v studio. Zagotovo, glede na tvoje uspešne rezultate, boš še kdaj naš gost. Takrat pa še verjetno s kakšno novo medaljo, pa s kakšnim novim pokalom, pa s kakšnim novim priznanjem, ne? Hvala za povabilo. Vsa oprema za tenis in ostale igre z lopari.
www.lopari.si. Sledi še drugi del športne oddaje. Nogometaši 3. slovenske nogometne lige so odigrali tekme 20. kroga. Oslabljeni Zagorjani so gostili ekipo iz Velesovega in zmagali 3-0. 2 gola je dosegel Luka Klančišar, enega pa Nejc Vozelj. Izrazito terensko premoč ste kronali dejansko šele v končnici z 2 zadetkoma. Kako? V obrambi pa ste delovali praktično brez vsakih napak. Ja, prišla je pač ekipa, ko je igrala s 5 igralci odzadaj, tako da so se kar branili. Težko je to prebiti, ne. Pa pač tam od 70 minute naprej je koncentracija jim padla, tako da smo malo po bokih prišli do situacij, zabili tisti prvi gol, malo nas je ponesli, dali še drugega, pol še tretjega. Tako da na koncu smo jih. Ob vsaj 5-6 zapravljenih priložnosti. Ja, seveda. Imeli smo priložnosti zelo veliko, sam dobro je, da je tudi 30 dost. Se je bilo težko pobrati po tem porazu v Trbovljah? Pa ja, dobro, zdaj motivacija je malo padla, morala tudi, tako da, ampak derbi kot derbi, pač vsaka hoče zmagati, pač mi ga tokrat nismo, bomo naslednjega, to je to. Moramo iti naprej. Po tistem porazu v Trbovljah pravi Denis, predhodni sogovornik, da se je bilo kar težko pobrati, da je tudi morala malo padla. No, danes tega ni bilo videti na igrišču, čeprav je res, da ste odigrali na videz dobro tekmo, imeli praktično 90 minut terensko premoč, ki pa ste jo kronali šele v končnici tekme. Ja, imate prav, tudi Denis je, mislim, da dosti pravilno povedal, da tisti poraz na derbiju je pustil pri nas posledice v samih glavah in tudi v sami psihi in tudi v fiziki. Ampak poleg tega pa še 3 kartonirani igralci, Gašpar Kure še vedno poškodovan, se prav brez 4, videli ste, da danes smo celo mogli z 2 mladincem nabiti na klopi. Ampak to je realnost drugega dela, poškodbe, kartoni. Imeli smo 90 minut v bistvu žogo v posesti, tudi vedeli smo, da nasprotnik bo igral na hitre protinapade, imajo nekaj nevarnih igralcev. Pa nogometu pa nikoli ne veš, lahko ena kontra sede, gol ali pa kakšna prekinitev. Videli ste pa, da smo nasprotnika res šele v koncu, ko že niso imeli več kaj izgubiti, ko so se odprli, da se nam je odpiralo ogromno prostora in ogromno priložnosti. Pred vami je naporen teden, kar 3 tekme v 7 dneh, namreč redno kolo se igra med tednom. Ja, v sredo gremo v Grosuplje, potem v soboto pride Komenda. Je težk ritem, to da, poglejte, sej, tudi drugi igrajo, tako da treba bo od sredo, od ponedeljka toliko trenirati, sredo na tekmo, malo praznika, tako da tekma je pa v soboto in normalno. Najbrž bi bilo neumestno, če bi rekel, da ne boste strnili vrste. Seveda bomo, vračajo se poškodovani, mislim, vračajo se kaznovani igralci, mislim, da Mliner manjka zdaj proti Grosupljem, da bo na kartonih. Tako da vrnejo se 3, kakšen mladinc bo tudi zravno skočil, tako da bomo komplet, kar se pač da v Grosupljem in tako naprej. Prvenstvo bo še 6 tekem, dolgo, hkrati pa hitro. Slabše so jo odnesli Trboveljčani, ki so odigrali 2 tekmi in obeh ostali praznih rok. Najprej so v tekmi 18. kroga gostovali v Komendi in izgubili 3-1. Edini zadetek
je dosegel Jan Berger. Še slabše so jo odnesli na sobotnem gostovanju v Ljubljani, kjer so proti vodeči ekipi Brava izgubili 5-0. Brez točk so ostali tudi Ivančani, ki so v Senčurju izgubili 1-0. V regionalni ligi Ljubljana je v 17. krogu Kisoška Svoboda doma izgubila 4-1. Uvod rokometni blok bomo začeli ženskim rokometom, kjer se je v zagorski športni dvorani med domačim Zagorjem in Velenčankami končalo jubilejno 25. državno prvenstvo Slovenije. Zagorjanke so brez težav zmagale 31-24. Tjaša Stanko je bila s 13 doseženimi zadetki prvo ime tekme. Po tekmi sta predsednik kluba Iztok Cilenšek in zagorski župan Matjaž Švagan dekletom in strokovnemu štabu podelila srebrne medalje za doseženo drugo mesto. Tjaša, najprej iskrene čestitke za današnjo predstavo, za še eno zmago, predvsem pa za 163 zadetkov, s katerimi si tudi najboljša strelka lige. Ja, hvala. To je bila naša zadnja članska tekma. V bistvu moram se zahvaliti vsem soigralkam, ki so razlog, da sem jaz dosegla toliko golov, in pa strokovnemu štabu, ki smo skupaj zgradili to, kar smo sedaj uspeli. Tjaša, ne bova komentirala nocojšnjo tekmo. Vsem je več in manj znano, zdaj tudi našim gledalcem, namreč po dobrem letu in pol zapuščaš, oziroma 2 sezonah zapuščaš Zagorje, odhajaš v Krim za željo po napredovanju. Ja, tako je. Po 2 mojih najboljših sezonah do zdaj se odpravljam v rivalski klub Krim Mercator. Ja, takšna je bila odločitev, jaz sem jo sprejela, bile so tudi druge opcije, ampak upam, da sem se preodločila. Praviš, da si v Zagorju le preživela 2 lepe sezone, dobre, kvalitetno si delala, nazadnje postala si standardni član ženske slovenske reprezentance, zaigrala na evropskem prvenstvu, to ti tudi nekaj pomeni. Ja, definitivno. Tako sem rekla, strokovni štab, trener Bojan Voglar mi je pomagal, da sem napredovala, isto soigralke. Res moram povedati, da sem tu dobila neke prave prijateljice, ki bodo ostale za vedno. Zelo jih bom pogrešala, ampak definitivno ne bomo prekinili stikov. Jaz tudi naj bi prekinil stikov, pa vendarle tole je najbrž zadnji pogovor. Kaj reči, vse najlepše v prihodnje. Srečno. Ja, hvala. Mogoče pa se še kje srečamo. Tudi če bo do takšnega srečanja prišlo, bom tega zelo vesel. Tudi jaz, hvala. Bojan, najprej besedo 2 v prvenstvu. V nocojšnji tekmi ne bi posebej bila je preveč čustvena. Ja, če se ozrem nazaj po koncu lanske sezone, ko smo postali državni prvaki, odlično smo naredili na igrišču, bili res ta pravi in v tem obdobju 10-9 let stopnjevali iz leta v leto, boljši igrali in na koncu prišli do tega, kar najverjetno v bližnji prihodnosti nobenim v rokometnem kolektivu ženskim ne bo uspel, kot je nam. Tudi jaz upam, da bo še kjerim drugim v Zasavju uspel to, kar med kolektivnim športnim, kar je nam, ampak ni, nažalost pa nismo dobili dovolj velike podpore. Zgleda, da okolje ne sprejema kvalitete znanja in dela, da vsi ti vodilni ljudje ali možje v Zasavju niso prepoznali v nas en brand, ki bi lahko nas podprli in tudi nekako tudi promovirali sebe prek rokometnega kluba Zagorje. In nažalost je zgodba šla tako daleč, da smo se pred sezono spraševali, ali bomo sploh tekmovali ali ne bomo. Ekipa je bila sestavljena, tako je bila, veliko odhodov, veliko težav, ampak videli ste sami, čez cel prvenstvo smo bili suvereni, dominantni, proti ostalim ekipim res igrali odlično, čeprav lahko rečem, da s tako ekipo bi marsikdo rekel, da tudi napovedovali so nam, da ne bomo niti med 4, ampak pokazalo se je, da
Imamo veliko znanja rokometnega, veliko želje, borbenosti, energije, ki smo jo dali na igrišču in to je tudi odločilo, da smo cel jesenski del gladko bili na drugem mestu, si preigrali neko prednost in v jesenskem delu potem še sam potrdili to in mislim, da teh 6 točk je res tista razlika, ki nas oddaljuje od ostalih ekip, ki so bile za nami in da mislim zasluženo drugo mesto. No, če se vrnemo malo k statistiki, tole je bila vaša 11. sezona, konkretno vaša 9,5 približno v prvi ligi. V zadnjih 7 letih 6 naslovov podprvakinj in enkrat naslov prvakinj, kar nas uvršča trenutno med 3 najboljše slovenske ženske ekipe v samostojni Sloveniji, namreč ob Krimu samo še Ljubljanska Olimpija in pa Zagorje. Zagorje je sploh prva ljubljanska ekipa, ki je prišla do naslova državnih prvakonj. To je vse tisto potrditev vsega tistega, kar ste povedali. Žal tudi tistega drugega, bolj žalostne, temnejše plati. Tudi danes na zadnji tekmi le 50 igralcev na tribuni, kaj slaba popotnica. Ja, lahko rečem, da smo se včasih borili z mlini na veter, da jaz spoštujem vse športe in treba je pa prepoznati, kdo je tisti šport vodilni v Zasavju, ki ga je treba podpreti s tem, da je v bistvu najcenejši šport proti ostalim, ki so zraven in žal, je še enkrat pravim, da tega niso prepoznali, da smo od teh 9 sezon pa pol ali pa 10, ko sem jaz tukaj, da smo ogromno naredili za ta Zagorje. Prepoznavnost, mislim, da je v Sloveniji še najmanj prepoznavno Zagorje, kar smo naredili v Evropi, kar smo naredili z temi turniri, ko smo jih igrali v tujini, od Slovaške, Češke, Nemčije, Švice, vse to osvajali take te turnirje, ki so bili res renomirane ekipe, ki so v vrhu nemške, francoske lige, tak naprej. In zelo nas cenijo od zunaj. Ko smo jim govorili, kak je naš proračun, kak je naš budžet, so se držali za glavo, so se to sprašvali, je to za 1 ali za 2 igralke. Mi smo povedali, da je to delo znanje in res od zunaj nas bolj spoštuje, kot pa doma. Ekipa Zagorja v naslednji sezoni bo zagotovo bistveno spremenjena. Že zdaj je jasno znano, da 4 igralke odhajajo. Prva igralka Tjaša Stanko odhaja v Krim. Vaša hči in pa Valentina Panger končujeta kariero. Obe so razmeroma še mladi. Vratarka Pija Golob odhaja na Portugalsko, vezano seveda s študijem. Pa to najbrž ni zadnji odhod. No, ladja je v bistvu zelo globok in mislim, da so se ljudje, ki nekako poskušajo zdaj se vključiti zraven ali pa tisti, ki so zadolženi za gorski šport, prepoznali to, da je treba, ampak tako sem že prej večkrat rekel, ja, ogromno truda, ogromno dela, ogromno znanja je bilo vloženega. Mi je zelo žal, res hudo mi je, da tega niso prepoznali ljudje. Zdaj odhodi so, sigurno, da Zagorje že v tistih najboljših časih, ko je igral tudi regionalno ligo, bil v Evropi, Trek je bil solidno finančno in tudi igralsko podprt, ampak zdaj v takih situaciji pa normalno razumejo vse punce, da iščejo nekako svojo neeksistenco, ampak hočejo igrati na višjem nivoju, hočejo biti v Evropi, hočejo se dokazati. Na koncu mi smo imeli zmeraj 3-4 reprezentantke in z trenutno tako stanje sigurno Zagorje ne omogoča tem reprezentantkim, da bi bile na takem nivoju, da bi jim dali take pogoje, kot jih bo imele drugi. Te 4 Tjaša je sigurno Zagorje prerasla, ona mora iti naprej, zdaj pač izbrala je Krim, jaz si želim vse najboljše, da bo še tam napredovala in da se bo spomnila, da
je tudi en del svoje kariere preživela v Zagorju, da smo ji dali en znanje, en pravo pot v rokomet. Tako da ji želim vse najboljše. Valentina ima zelo velike težave s kolenim in tudi nekako se vrača domov. Zdaj mogoče še bo odigrala kako sezono, če bo koleno v redu. Tako da potem pač se je odločila, da je počasi dosti in da bo iskala službo, da se pač zaposli. Kaja je tudi njene kolena in vse te stvari ne dovoljujejo več, tudi študij in te stvari bo se posvetila tem. Pija pač odhaja. Jaz upam, da Pija ne bo zaključila z rokometom na Portugalskem, da se lahko vključi tam v kako ekipo in potem, ko se vrača domov, da še zmeram lahko gre v kako ekipo. Je pa res, da imajo tudi druge igralke ponudbe in da bo zelo težkih zadržati, če ne bo pravih finančnih sredstev. Nocoj so tekle solze, tudi vam so se orosile oči. In če bom zelo konkreten, tudi vi odhajate ali ostajate? Bodite prosim konkretni. No, če bi lahko, bi vam rekel takoj. 10 let je en čas, ki sem ga dal v ta zagorski rokomet, res. Zelo mi je težko, da ne moram nadaljevati te zgodbe, ampak tak je v športu in tudi v drugih stvarih je drugače. Zaenkrat res imam dovolj ponudb tujine, tudi slovenskih klubov. Nisem se še odločil. Mislim, da bo v tem tednu padla odločitev. Pogovarjamo se tudi še z temi ljudmi, ki bi ne prevzeli zagorski klub v neki viziji, ampak se pravim, tudi z drugimi se pogovarjam. Jaz v bistvu bi račal naprej, da bi še zmeraj bil nekje v vrhu slovenskega rokometa, da sem tam, kjer sem zadovoljen, bil sem v Zagorju zadovoljen, čeprav je bilo ogromno težav vsega tega, ampak nekako bom videl, v tem tednu bom pa povedal odločitev mojo. Bojan, kakorkoli že, veliko sva sodelovala, tega sodelovanja je konec, saj z moje strani lepo na vaši nadaljnji športni poti vam želim. Ja, hvala. Jaz verjamem, ali pa če je tega konec, kar smo v teh 10 letih sodelovali, se zahvaljujem za vse, kar si dal zagorskemu rokometu, pripomogel, da smo bili taki, ko smo. Jaz verjamem in upam, da prijatelji ostanemo še naprej. Zavedno. Ja, tako. Hvala. Rokometaši Dola TKI Hrastnik so izgubili še drugo zaporedno tekmo na domačem parketu in tako zamudili še zadnjo priložnost za obstanek v prvi ligi. Izkušeni gostje iz Trebnjega so zmagali 28-22. Za domače je Janez Guček dosegel 7 golov. Izkušnje so bile na strani gostov, vaši fantje pa očitno niso bili pripravljeni na takšno igro. Pa videli se, da že v samem štartu nismo to tekmo vzeli tako, kot bi jo morali. Mogoče so se nekateri že malo zadovoljili, da pač tako je, ko je. Ampak vseeno, jaz tukaj obljubljam, da bomo teh 7, koliko še imamo do konca, delali maksimalno. Vem, da je težko, fantje so utrujeni, za njih je to le že 35. tekma, ker tega niso navajeni, kar jaz mislim, da je za določene fante to prenaporen ritem. Kaj je bilo sklepajem, že v 7 minuti poškodba? Nič, padec na komolc, ni čutil prstov, ni imel moči, dejansko pol tudi ne more igrati. Ima veliko željo, ampak žal ni šlo tisti moment, kar smo lahko videli, pol, da je lahko igral samo obrambo. Gostujoči vratar je bil res razpoložen, pri domači pa se mi zdi, saj tak je bil vtis, da med tistimi, ki so zadovoljili, pravzaprav samo Janez Guček. Sigurno, glede napada govorimo. Zadovoljil v obrambi ni nobeden, niti vratarji ne. Kar se tiče pa strelskega posta, Kril, nažalost,
imamo pa ta problem že čez celo leto. Zdaj imate 10 dni prosto časa za pripravo na gostovanje v Ormožu. Ormož je naš dolžnik, mi nažalost njih še nismo premagali, mi gremo gor na zmago, tekmo je v sredo. Jaz upam, da en skalp od teh vodilnih more padeti, ker je še vedno moja in ekipa želja, da bi bili tam, ki si želimo biti. Hvala lepa in srečno. Hvala vam. Vse bližji je konec prvenstva tudi v prvi B ligi, kjer so minuli vikend odigrali tekme 24. kroga, v katerem je bilo odigranih kar nekaj pomembnih tekem. Ena teh je bila v nedeljo v Trbovljah, kjer so Rudarji premagali s 33-29 ekipo Sviža iz Ivančne Gorice. Nikola Ranevski je bil z 11 goli najboljši strelec tekme. Po tem porazu so Ivančani padli na 3. mesto. Vodeči Šmarčani so gostovali v Krškem in igrali 29-29. Za nove prvoligaše je Tilen Strmlan dosegel 10 golov. Košarkarji Hrastnika so si drugim mestom med tretjeligaši preigrali dodatne kvalifikacije z 9. uvrščeno ekipo druge lige Elektro iz Šoštanja. Prvo tekmo doma so Hrastničani dobili z lepo prednostjo 14 točk. Končni izid je bil 80-66. Gašper Ovnik je bil z 18 točkami najboljši igralec tekme. Povratno srečanje je bilo odigrano sinoči v Šoštanju, kjer so gostitelji nadoknadili zaostanek in si zmago 78-59 zagotovili obstanek v ligi. Za Hrastničane je Gašper Ovnik dosegel 22 točk. Zadnji vikend je v Innsbrucku potekal svetovni pokal v kickboksu, ki so ga je udeležilo več kot 2000 tekmovalcev, tudi člani zagorskega Pondokan kluba. Nejc Kozolem in Luka Leskovar sta se uspela uvrstiti v 3. krog tekmovanja. Oba sta se uvrstila med 5. in 8. mestom. Zala Rozina in Tadej Kolangder sta premagala še eno stopničko in izgubila v polfinalu, kar je zadostovalo za bronasto medaljo. Najboljši rezultat je dosegla Tina Baloh, ki je z 9 zmagami osvojila prvo mesto med mladinkami do 65 kg in tudi nad 65 kg. Tina trenutno velja za eno najboljših tekmovalk v mladinski konkurenci na svetu. V nedeljo se je v Ljubljani odvijalo državno prvenstvo za veterane v streljanju zračno puško in pištolo. Skupaj je v posameznih starostnih kategorijah in disciplinah nastopilo 160 tekmovalcev. Z lepo bero odličij so se domov vrnili tudi strelci strelskega društva 1956 iz Trbovlj. V kategoriji veteranov v starosti 45 do 50 let je prvo mesto osvojil Rudi Barovič. V kategoriji nad 50 let je zmagal Bogdan Slanšek. V kategoriji nad 70 let pa je državni prvak postal Ervin Korbar. Med 12 sodelujočimi ekipami nad 50 let je naslov državnega prvaka osvojila ekipa strelskega društva Kisovec, medtem ko je ekipa iz Trbovlj osvojila 8. mesto. V kategoriji nad 60 let je ekipa Trbovljskega društva osvojila 2. mesto. Poglejmo še na drugi rudarski maraton, ki je letos potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. Rudarskega maratona se je udeležilo 119 tekačev, 38 žensk in 81 moških. Tekli so na 10 in 21 kilometrski progi. Tek se je začel v zagorskem Evroparku, odkoder so tekli čez Slačnik v Trbovlje, kjer so vstopili v Savski rov. Tekači so več kot 5 kilometrov pretekli tudi pod zemljo. 10-kilometrski tek so zaključili v Hrastniku. Med ženskami je zmagala Nataša Bošnar, med moškimi Aleš Gorenc. Tekači na 21 km so tekli še en krog preko rudniških površin nad Hrastnikom in Trbovljami in se v Trbovljah ponovno spustili v jamo in tekli do cilja v Hrastniku. Prvo mesto je osvojila Mojca Koligar, med moškimi pa Jan Tretjak. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lepe praznike in se vidimo.